Spoštovane tovarišice, spoštovani tovariši, gospe in gospodje, spoštovana županja Črne na Koroškem, magister Romana Lesjak, spoštovani župan Mestne občine Slovenj Gradec, gospod Andrej Čas, dragi prijatelji. Veliko čast mi je, da danes na Ravnah na Koroškem v naših vrstah pozdravimo prvega predsednika Republike Slovenije, gospoda Milana Kučana. Na današnji okrogli mizi bomo skozi prizmo knjige avtorja dr. Boža Repeta z naslovom Milan Kučan, prvi predsednik, predstavili politično medgeneracijsko sodelovanje med mlajšimi in starejšimi politiki. Predstavili bomo knjigo Milan Kučan, prvi predsednik, katero boste lahko na koncu dogodka tudi kupili. Ker bo današnja okrogla miza potekala v duhu sodelovanja, konsenza, solidarnosti in dobrodelnosti, ki predstavljajo temelj nodobne družbe, bomo zbirali prostovoljne prispevke za 3-letnega sokrajana Anžeta, ki je v prehitrem rojstvu doživel poškodbe, ki se sedaj sanirajo s fizioterapijo in opornicami, katerih naše zdravstvo ne pokrije. Prispevki se zbirajo pri mizi, na kateri je škatlica ob koncu dogodka. Spredaj ste videli. Sedaj pa še nekaj besed o avtorju knjige Milan Kučan, prvi predsednik. Dr. Božo Repe je svojo akademsko pot pričel leta 1979, ko je najprej diplomiral iz zgodovine in slovenščine na takratni Pedagoški akademiji v Ljubljani. Nato je leta 1985 diplomiral na drugi stopnji iz zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1992 tudi doktoriral. Na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru je bil leta 1992 izvoljen za docenta za novejšo zgodovino. Na Ljubljanski filozofski fakulteti se je zaposlil leta 1996 in bil leta 1997 izvoljen za izrednega, leta 2002 pa za rednega profesorja za sodobno slovensko zgodovino. Raziskuje sodobno slovensko, južnoslovansko in srednjeevropsko zgodovino. Je avtor ali soavtor več knjig in šolskih učbenikov. Leta 2004 pa je bil tudi eden izmed ustanoviteljev gibanja Forum 21. Avtorizirana biografija zajema obdobje od predsednikovega otroštva do danes. Vse do oddaje rokopisa in če med uredniško pripravo knjige je avtor sistematično zbiral gradivo ter se pogovarjal s Kučanom in njegovimi sodelavci. Obsežna knjiga vsebuje tudi bogato slikovno gradivo in dele Kučanovega dnevnika. Prehod iz enostrankarskega v večstrankarski sistem, osamosvojitev Slovenije ter njeno vključevanje v evropske in druge integracije zamejuje obdobje pičlih 15 let od sredine 80. let 20. stoletja do začetka 3. tisočletja. V tem času je ključni pečat slovenski politiki vtisnil Milan Kučan, prvi slovenski predsednik. Za ta položaj je po osamosvojitvi Slovenije kandidiral dvakrat in obakrat ob visoki volilni udeležbi zmagal v prvem krogu. Leta 2002 je predsedniško mesto zasedel Janez Drnovšek, Kučan pa je ostal dejaven še naprej, 5 let do zaprtja pisarne, leta 2007 kot bivši predsednik. Zgodovinar Božo Repe je knjigo o Milanu Kučanu zasnoval že leta 1996, pred koncem predsednikovega prvega mandata in je v letu ali dveh nameraval tudi objaviti. Kučan namreč sprva ni želel ponovno kandidirati, ko pa se je odločil drugače, je Repe delo odložil, namere, da ga dokonča in objavi, pa ni upustil. Tako dobivamo prvo pravo monografijo o Kučanovem življenju in delu. Sedaj pa k besedi vabim predsednika območne organizacije socialnih demokratov Mežiške doline, gospoda Mihaela Ciglerja. Lep pozdrav vsem skupaj v imenu območne organizacije socialnih demokratov Mežiške doline. Lep pozdrav, naš prvi predsednik države Milan Kučan. Zelo me veseli, da ste danes med nami. Zdaj pa, da bom kratek v svojem uvodu, bi mogoče samo
ene lepe spomine, ki jih imam na vas in takrat, ko je bil moj oče še prvi župan Črne Mežice, Prevalje Raven, takrat ste prišli prvič tudi na Najevsko lipo. In takrat sem vas srečal, takrat smo se tudi spoznali. No, kasneje se je s to Najevsko lipo začel tak lep tradicionalen vsakoletno srečanje, tako je bilo tudi letos, in kjer hodijo v našo Koroško lipo državniki. Že takrat sem vas spremljal v tem, ko sem bil zelo mlad, da ste imeli zelo umirjeno, demokratično držo, državnotvorno in ste dajali mladim navdih. Tako kot tudi danes, ko boste predstavili tule svojo knjigo, v tem duhu predajali tudi te mlade ideje naprej našim občanom. Hvala, gospod Ciller. Sedaj pa k besedi vabim predsednika občinske organizacije socialnih demokratov Ravne na Koroškem, gospoda Aleksandra Ocepka. Jaz bom kar brez mikrofona. Lepo pozdravljeni, vsi skupaj, velika čast je, da imamo takega gosta tole. Pozdravljam bi vse tudi našega častnega občana, tudi Maksimiljana Večkana. Pa dobrodošli na Koroškem. Zdaj, s gospodom Milenom smo se že večkrat videli, samo jaz sem bil ponavadi na šiti strani fotoaparata, tiste res me nisem mogel še roke vse še, da jaz bom imel tako čas, da bom prvič roko vsebe. Zdaj pa prosti smo on tole prebrali ene take enotedensko razvojanje borbončic za 2 osebi. Teda še eno lepo pozdravite. Isto. Pa še nekaj, ne glede na politično obarvanost, Korošci smo sami vredi lepi. Sedaj pa k besedi vabim tudi kandidata socialnih demokratov za poslanca v državnem zboru, gospoda Janija Prednika. Bom jaz tudi kar brez mikrofona. Vanja, van, prvi predsednik, vsi ostali predsedniki, častni občani. Jaz moram reči, da sem izredno vesel, da ta okrogla miza poteka v sodelovanju med mladimi in starejšimi. Tudi ko pogledam v občinstvo, vidim, da je mešanica vseh, čeprav našo stranko nekateri povezujejo z starejšimi, je to dokaz, da v bistvu so med nami tudi mladimi, tudi ta organizacija, za katero se Andrejo, predsedniku Mladega foruma v Mežiški dolini, iskreno zahvaljujem. Izredno vesel sem, da je med nami prvi predsednik in to dokazuje to sodelovanje znotraj naše stranke med starejšimi, ki pomenijo modrost, izkušenost in tudi med nami mlajšimi, ki smo ambiciozni in malo bolj zagnani. In to je neka simbioza, ki je v bistvu, bom rekel, garant za lepšo prihodnost. Tako bom jaz kratek in bom dal besedo obema nazaj. Štek so začeli leški pobi, stari mladi, čudno špilali bi radi. Inštrumentov res veliko niso imeli, pa so rekli, vse, kar boš ti mu dal, na testo se bo igral. Sedaj z velikim veseljem napovem naslednjo glasbeno točko, koroško etno skupine zgimskih kostcev, ki bodo odigrali 2 skladbi.
gospod predsednik, v vaši dolgoletni, pol stoletja trajajoči politični karieri ste dosegli vse, kar politik lahko doseže. Bili ste eden izmed glavnih akterjev pri reformaciji Komunistične partije Jugoslavije. Vaš doprinos je bil ključen za dokaj mirno osamosvojitev Republike Slovenije. Naša država je postala polnopravna članica OZN, vstopili smo v Evropsko unijo, Zvezo NATO, prevzeli smo denarno valuto evro. Če bi morali izpostaviti dva dogodka oziroma dva vaša največja politična uspeha, katera dva bi izbrali in zakaj? Najprej dober večer vsem. Gospa županja, gospod župan, bil sem kakšna 2 meseca nazaj gost mladega foruma v Celju, pa sem bil med najmlajšimi. Tako da sem vesel, da vidim, da so danes tudi mlajši od mene tukaj. Kar pomeni, da zna biti ta pogovor zanimiv tudi za tiste, ki časov, o katerem me sprašujete, niste doživljali. Še tole v knjigi bi rad rekel, pravzaprav bi v knjigi moral govoriti dr. Repe. Jaz sem imel sam velike pomisleke takrat, ko je prišel z idejo, da bi napisal knjigo, ampak me je prepričal z nekim argumentom, da je to pravzaprav knjiga v nekem obdobju, ki je pomembna za slovensko zgodovino. Je čas življenja in konca življenja v nekdanji skupni državi, razloge, zakaj se je to dogajalo, procesa osamosvajanja Slovenije do pravzaprav uresničevanja tistih velikih projektov, 3 so bili, ki so bili pred Slovenci in ki so, potem ko so bili uresničeni, Slovenijo pripeljali v neko letargično stanje, kakor da nimamo več ambicij in da nimamo več kakšnih velikih ciljev, za katere bi se kazalo angažirati. Zdaj, če me sprašujete, katera 2 dogodka ali katere, recimo 2 pomembni dejstvi iz tega mojega političnega življenja, ki je bilo res dolgo, bi rekel, za najpomembnega štejem pravzaprav dejstvo, da se je Slovenija osamosvojila v takratnih zelo zahtevnih razmerah na, kot ste rekli, razmeroma miren način, jaz bi rekel kar miren način v odnosu recimo do tega, kar se je dogajalo v ostalih delih Jugoslavije. To ni bilo enostavno. Najbrž se boste spomnili tisti, ki ste starejši, da smo mi takrat leta 90 in potem leta 91 ves čas poudarjali 2 stvari. Da mora biti slovenska odločitev legalna, se pravi, se mora naslanjati na ustavo, na zakonodajo, na mednarodne akte in mora biti legitimna, se pravi, mora biti potrjena z prepričljivo večino državljank in državljanov Slovenije. In drugič, da ne želimo te svoje naravne pravice in pravice, ki temelji tudi v mednarodnih aktih, uresničiti zoper nikogar. In da to, kar priznavamo sebi ali kar zahtevamo zase, seveda priznavamo tudi vsem ostalim, ki so hoteli Jugoslaviji iti po tej poti. Veste pa, da niso bili vsi odločeni iti po tej poti. Takrat je predvsem Hrvaška bila tista, ki je nekako hotela iti z nami po tej poti. In zato smo tudi ponujali mirno razdružitev. Slovenski parlament je sprejel neko resolucijo o mirni razdružitvi, ki jo je ponujal skupščinam takratnih jugoslovanskih republik in na njo, na to ponudbo o mirni razdružitvi, torej da se razidemo mirno in da na miren način urejamo potem medsebojna razmerja, tudi vse tisto, kar smo skupaj ustvarili v skupni državi, je odgovorila samo Hrvaška. Druge republike pravzaprav na to reagirali niso. Kako se je potem stvar nadaljevala od plebiscita 25. junija 1991, agresije jugoslovanske armade? Takrat sta pravzaprav v slovenski politiki, ali če hočete v slovenskem političnem vrhu, obstajale nekako 2 pogleda. Eden, ki je hotel vojno in ki je hotel veliko zmago, in drugi, ki je hotel čim prej končati to agresijo, zavedajoč se velikega tveganja, možnosti velikih žrtev, človeških in materialnih, in se zato odločil za pot mirovnih pogajanj. Najprej seveda z mednarodno skupnostjo, s takratno Evropsko skupnostjo in potem seveda tudi širše in še zmeraj tudi poskuse najti stike z veliko treznimi ljudmi v drugih republikah. Na sreči je ta prva linija, ki je hotela veliko zmago,
veliko vojno, ostala v manjšini. Takrat je slovensko politično vodstvo delalo v neki neformalni formi, to je bila razširjeno predsedstvo, se pravi 5 članov predsedstva, plus predsednik skupščine, to je bil takrat dr. Bučar, ki moram reči, je seveda za svojo tehnostjo ob Zlobcu in Kmeclu in tudi Omanu in Plutu pravzaprav prevladal nad to tendenco, ki jo je nekoč na enem sestanku zelo vročem pripisal slovenskim bonapartistom. Tako da to je prva stvar, ki jo štejem za svoj uspeh, da smo vendarle dosegli, da se je vojna končala z Brionskim sporazumom oziroma z Brionskimi dogovori, ki niso bili z navdušenjem sprejeti v tem delu slovenske politike, ki so jih eni pač rekli, da je jasrbska politika, čeprav ne vem, če je ta izraz ravno najbolj natančen. Drug pomemben dogodek pa je bil tistem, ki je pravzaprav temu predhodu in ki je to omogočil. To je bilo priprava Slovenije na to, kar nas je čakalo. Veste, da je takrat Jugoslavijo razjedala velika kriza, vsestranska, začela se je kot gospodarska, potem preskočila na socialno, od tam na mednacionalne odnose, na politične odnose, na kulturne odnose, kjer se je pravzaprav tudi pokazala najprej, in da je bilo potrebno Slovenijo pripraviti najprej, in to je bilo tudi moje izhodišče, ko sem leta 1986 prišel iz Beograda in sem razumel, kaj se v Jugoslaviji dogaja, za ta preizkušen poln čas in da je potrebno najprej zagotoviti seveda primerno razpoloženje ali pa primerna stališča znotraj Zveze komunistov. To je bil še zmeraj ustavni sistem Jugoslavije, v katerem je imela Zveza komunistov tako imenovano vodilno vlogo, z ustavo zagotovljeno. In če se je hotelo karkoli narediti, potem je bilo potrebno najprej zagotoviti, bi rekel, nove ideje ali pa sprejem novih idej, novih pogledov znotraj Zveze komunistov. To seveda ni bilo enostavno, še posebej, ker je najprej vendarle bilo potrebno, to je bila naša odločitev, govorim takrat za Zvezo komunistov, da je potrebno najprej poskusiti, ali se da vendarle reformirati Jugoslavijo. Se pravi, postaviti drugačne temelje političnega sistema, drugačne osnove, na katerih je bila zgrajena federacija, novo vsebino, nove oblike in inštitucij in seveda tudi nove oblike oziroma procese odločanja v Jugoslaviji. Ko se je pokazalo, da to ni mogoče, da to pričakovanje ni realno, je bilo potrebno razmišljati o alternativi. In alternativa je bila pravzaprav tista, ki jo je na tako imenovanem 14. kongresu izrednem Zveze komunistov Jugoslavije v imenu slovenske delegacije izrekel takrat Ciril Ribičič, če je tako, potem mi te organizacije več ne moremo šteti za svojo in smo odšli. Spomnili se boste, da je takrat del ali pa velika večina delegatov na tem kongresu to spremila s ploskanjem in z navdušenjem. Mi seveda smo pa šli z zavestjo, da to je prvi korak v konec Jugoslavije. In spomnili se boste Sonje Lokar, ki dostikrat očitajo, da je jokala pač nekako za Jugoslavijo. Sonja, kdor jo pozna, je seveda vedel, da te njene solze pomenijo solze nad tem, kar se bo zgodilo. In nažalost se je res zgodilo to potem, kar sem rekel že prej, na najbolj tragičen in žalosten način v Jugoslaviji. No, to pripravo Zveze komunistov štejem za ključno, zato ker je bila sposobna potem sprejeti dialog z novimi političnimi, če hočete, opozicijskimi silami, strankami, ki so počasi nastajale v tistem obdobju, ko se je razprl prostor političnega dialoga, ko je bilo mogoče v Sloveniji uveljavljati nove ideje, ko je tudi Zveza komunistov začela, ker je bila odprta, sprejemati mnogo od tega, kar se je rodilo v teh opozicijskih krogih in kar je potem omogočilo pravzaprav soglasje v tistem odločujočem trenutku leta 90, ko se je bilo potrebno odločiti za pot osamosvojitve, za plebiscit
in seveda potem tudi za uresničevanje tega, kar je z večinsko voljo bilo sklenjeno na plebiscitu. Skratka, spomnili se boste, takrat je veljal nek slogan, sestop z oblasti, ki se je pripisal oziroma Zvezi komunistov, se pravi prostovoljno odrekanje tega monopolnega z ustavo zagotovljenega vodilnega položaja, sprejeti konkurenco politično, iti na volitve demokratične in na teh volitvah iztehtati svojo težo zaupanja, ki so jo ljudje polagali v to organizacijo, seveda na predpostavki, da so spremljali, kaj vse je vodstvo Slovenske zveze komunistov v tistih jugoslovanskih diskusijah, mučnih in dolgih, napetih, z stalno grožnjo vojaškega političnega vrha, pravzaprav storilo za tako imenovano obrambo, če hočete, slovenskih interesov. In na teh volitvah prvih je potem Zveza komunistov dobila 17%, če se prav spomnim, glasov in je bila relativno zmagovalec, s tem, da so seveda te nove stranke, ki so sklenile Zvezo Demosa kot koalicijo, potem kot Demos imela seveda večino, je prevzela potem vlado in seveda izpeljala tiste prve stvari, ki so bile pa tudi dosežene s konsenzom. In tu bi vam okoli plebiscita moral povedati še to, da je bilo veliko diskusij okoli zakona o plebiscitu, nekaj od tega je v knjigi napisano, ker sta tu tudi bila dva pogleda. Eden je bil, zdaj je prilika, ni važno na kak način in s kakšno večino, važno je, da na plebiscitu dobi večino odločitev za samostojno Slovenijo. Stališče moje in nekaterih drugih je bilo, da ni nepomembno, kakšna bo ta večina in da mora biti ta odločitev ne samo legalna, ampak tudi legitimna v očeh mednarodne javnosti, ker bo treba seveda skrbeti za mednarodno priznanje Slovenije, če bo seveda ta večina izglasovana in seveda mi smo dobro poznali razpoloženje ljudi. Razpoloženje je bilo absolutno predvidljivo, je bilo tako rekoč otipljivo, je bilo v zraku in je bilo nobene bojazni, da ne bi ta zakon potem, tako kot je bilo na koncu sprejeto, pravzaprav zahteval kvalificirano večino. In drugo, kar je bil seveda pomemben pogoj za to, da je bilo mogoče plebiscit izpeljati, je bil sporazum strank. In ta sporazum strank je bil ravno tako seveda v zraku, se je bilo potrebno za njega zelo potruditi. Ta sporazum je pa imel pravzaprav dva elementa. Prvi je bil, da bodo stranke skupaj nosile odgovornost za rezultat tega plebiscita, tudi v primeru neuspeha, v primeru intervence, ki je takrat bila možna, pač zvezna zakonodaja je omogočala takrat intervenco zveznega političnega in vojaškega vodstva. In drugi element je bil, da si nobena stranka ne bo prisvajala rezultata plebiscita kot svoj uspeh in svoj dosežek. No, prvo je bilo doseženo, drugo pa pravzaprav že po plebiscitu so se začele razprave, kdo je za to zaslužen, ne samo stranke, ampak tudi posamezniki in ta razprava traja do današnjega dneva. Izjemen izčrpen odgovor. Sedaj pa se bi dotaknil teme pod naslovom te okrogle mize, ki smo danes tukaj. Pa bi gospod predsednik vas vprašal nekaj na temo aktivne participacije mladih, ki je v Sloveniji na zelo nizkem nivoju. Zanima me, na kakšen način naj dvignemo ta nivo na zgledno raven in kako naj privabimo mlade v politične podmladke, da dvignemo politično ozaveščenost med mladimi v Sloveniji. Ja, to je težko vprašanje. Jaz bi tudi rad imel odgovor, vsi smo slišali odgovor od koga drugega. Ampak tako kot jaz vidim stvari, morate seveda upoštevati, da sem jaz odmaknjen od tega aktualnega političnega življenja v Murgle, ki imajo posebno politično težo v Sloveniji. Ampak tam, če gledam in razmišljam o tem, bi rekel takole, ni mogoče te pasivnosti, kot pravite, ali premajhne participacije mladih izvzeti iz nekega širšega konteksta, namreč rekel, majhne ali gotovo, da premajhne participacije državljanov pri političnem odločanju nasploh. Neka vrsta politična apatičnost in nepripravljenost angažirati se je v Sloveniji prisotna.
deloma seveda tudi drugod po Evropi, ampak zdaj seveda govorimo o Sloveniji, ker ima nekaj tudi svojih specifičnih razlogov. To je majhen ugled, ki ga ima politika. Če gledate javnomnenjske raziskave, boste videli, da so institucije politike, vključno s političnimi strankami ali pa predvsem s političnimi strankami na dnu zaupanja, ki ga ljudje imajo v politične inštitucije. In to je seveda deloma tudi posledica, bi rekel, kar sistematične razgradnje avtoritet v Sloveniji. Ne mislim toliko avtoritet posameznikov, čeprav tudi, ampak avtoritet inštitucij. Predvsem, če pogledate, kako pomembno je za, kako bi rekel, politično institucionalno zgradbo države načelo delitve oblasti, se pravi na zakonodajno, izvršilno in sodno, potem boste videli, da je najbolj pod udarom zaupanja oziroma nezaupanja in napadov sodna veja oblasti. Zakaj o tem lahko še govorimo? In ko enkrat sodiščem sodne veje oblasti vzameš avtoriteto, potem ni mogoče več govoriti o Sloveniji kot pravni državi. Ker konec koncev tisti, ki je na koncu razsodnik, kaj je pravno, kaj je zakonito, so vendarle sodišča. In ko ljudje izgubijo zaupanje v sodišča, mimo tistega, da je vsaki prav eden nezadovoljen, eden pač je zadovoljen, ni zadovoljen, ampak mimo tega, ko je nezaupanje v inštitucije in ko ni pravzaprav z najvišjih mest te države v obrambo sodne veje oblasti slišati potrebne besede obrambe, trezne, mimo tega, da seveda kot vsaka druga inštitucija in vsak drug človek, tudi sodnik in sodišče delajo napake, ampak ne mislim na to. Mislim na enostavno negativen odnos do cele te veje oblasti. Parlament, ki si po svoje sam kroji avtoriteto ali neautoriteto, zaupanje ali nezaupanje in seveda potem neko tendenco, ki pa ni samo slovenska, ampak je sploh neka tendenca v sistemu parlamentarne demokracije, da si izvršilna oblast poskuša podrejati zakonodajno oblast. In sicer skozi način funkcioniranja, ki je, zdaj bom zelo poenostavil, vodstva strank so tista, ki poslancem naročijo, kako morajo glasovati. In s tem je ustavna formula, da so poslanci predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na ukaze, če po domače rečem nikogar, seveda visi v zraku. In ker imajo koalicijske stranke v parlamentu večino, praviloma, če ne gre za manjšinske vlade, potem v bistvu vlada skozi ta mehanizem, formalno neobstoječ, odloča o tem, kako se bodo stvari v parlamentu odvile. To je neka sistemska napaka parlamentarne demokracije, nič, ponovno poudarjam, ni posebnega to za Slovenijo. Mogoče v Sloveniji zaradi, bi rekel, te partitokracije in načina vodenja strank, ki so vse po vrsti skoraj, kako bi rekel, personalno vodene stranke, vodja in stranka in malo stika z ljudmi, z članstvom in še to je malo številno. Tako da tu pač vidim to neko splošno sliko, znotraj katere poskušam potem videti, mislim, odkot pasivizacija mladih. To je pa seveda poseben problem, ker je perspektiva razvojna države nejasna, če temu blago tako rečem, mladi ljudje težko svojo perspektivo vežejo na perspektivo države. Bil sem pred kakšnim dobrim letom dni skupaj z predsednikom države na neki razpravi na gimnaziji v Kamniku, kjer so maturantje postavljali vprašanja, kaj bo z njimi, potem, ko se bodo pač odločili ali so se že odločili za vpis v fakultete, za poklic in tako naprej, če tega poklica ne bodo dobili. In ne bom govoril o odgovoru predsednika, ampak o svojem. Če bi država imela jasno razvojno strategijo in bi bilo jasno, da je tisto, na kar država ali, če hočete, slovenska družba računa, če so to visoke tehnologije, če je to računalništvo, če so to nanotehnologije, če so to naravoslovne vede in tako naprej, potem je odločitev mladega človeka, kam se bo vpisal, za kakšen poklic se bo odločil, jasen. Če tega ni, se odloča na podlagi ali neke družinske tradicije, nekih nadaljevank, to je zlasti na pravni fakulteti, ker je polno teh nadaljevank, kako teče anglosaksonski
sistem pred sodišči in tako naprej. Skratka, ne racionalni, ampak dostikrat iracionalni razlogi. In potem seveda se nenadoma mlad človek sreča z dejstvom, da se mu pot v poklic, za katerega se je odločil, pravzaprav zaprta. In seveda potem nastane velika, kako bi rekel, veliko jadikovanja na tem, da mladi ljudje odhajajo v tujino. Razumljivo, navsezadnje se pri tem pozablja, da živimo v odprtem trgu, tudi kadrovskem v Evropi. Problem ni to, da odhajajo, problem je, da se ne vračajo. In o tem bi se morali pogovarjati, zakaj se mladi ljudje, ki so odšli v tujino, nabrati dodatnega znanja, dodatne izkušnje in tako naprej, ne vračajo. Skratka, na eni strani, takrat, ko se odločajo za poklic, ni država ponudila nobenih razvojnih strategij in tudi potem, ko bi se vračali, se nimajo pravzaprav kam vrniti, ker ne vedo, kako se bo ta država odločila. Saj vidite, kako tečejo stvari. Ko država končno ima projekt, in bi človek rekel, v redu, ena od razvojnih smeri Slovenije je promet oziroma logistika, se potem začnejo razprave, a nam je ključna hrbtenica modernizacija železnice in drugi tir potreben ali nam ni potreben. Da ne govorim se o drugih stvareh. Jaz nedavno sem imel nek intervju in sem tudi povedal, eno je seveda ta demokracija, ki omogoča in mora omogočati seveda participacijo državljanov pri političnem odločanju, pri sprejemu odločitev. Drugo pa je seveda, če se to spremeni v vodenje politike konflikta in nasprotovanja. In ena od napak, kot jaz to vidim slovenske politike, je, da takrat, ko se pravzaprav rodi projekt, ni nobenega pravega napora, da bi se iskalo zavezništvo z državljani, da bi se, če bi po domače rekel, začeli pogovarjati o tem, kaj nek projekt, če bo realiziran, vsem skupaj prinaša. Vi imate seveda težavo za tretjo razvojno osjo, koliko časa diskusija traja, vidite, in se zmeraj znova odlaga in se odlaga zmeraj tudi na podlagi tega, a je komu všeč, da je to tu, na tej trasi ali kilometer stran in tako naprej. Skratka, vračam se na tisto, kar sem prej rekel, izguba avtoritete v tej državi. Jaz seveda ne rečem, kaj so prave odločitve, ampak mislim, stroka bi morala le imeti toliko avtoritete, da na koncu vendarle strokovnjaki vedo več, kot pa vedo laiki, ki mislijo seveda, da vedo vse, da me boste prav razumeli. Ni mogoče, da se nekatere stvari v skupno škodo toliko let odlagajo. In kdor se enkrat pripelje na Ravne ali pa celo v Črno, ve, zakaj je tretja os potrebna. Gospod predsednik, tukaj si bom samo dovolil dodati kot predstavnik mlajše generacije, ki se že 7. leto ukvarja z mladimi, z aktivno participacijo mladih. Iščemo načine, na kakšen iščemo metode, na mladim prijazen način metode, da bi upravljali diskusijo na mehek način v politiki, da bi tudi ne politike, ampak preko nevladnih organizacij, res zelo mehke metode, da bi vsaj osnovno razdelitev države, vsaj razdelitev na 3 veje oblasti, da bi vse to predstavili mladim, ker tudi to že nažalost predstavlja problem, pa ne samo po tehničnih srednjih šolah, tudi na gimnazijah nažalost. Gospod predsednik, zdaj pa vas bi vprašal, kaj starejše generacije izkušenih politikov pričakuje od mlajših poklicnih kolegov, kje vi vidite tisto prepotrebno politično medgeneracijsko sodelovanje? Prej sem temu novinarju od Radia Slovenjgraškega rekel, slovenski pesnik je napisal, iz roda v rod gre pot. Mislim, to je misel, ki pravzaprav ne potrebuje komentarja, je zelo modra. Zakaj politika tako ne ravna, ne vem. Je pa seveda res, da so te medgeneracijske barijere, če hočete, ali pa stopnice, bile zmeraj prisotne, so tudi v poklicih prisotne, so poklici prisotne tudi v politiki. Jaz se spomnim, ko sem bil še mladinski funkcionar, smo nekoč pisali nek dokument
za ne vem, je bil kongres ali konferenco in so nas poklicali na Socialistično zvezo. Mislim, Vida Tomšič, ki sem jo zelo cenil, in Zoran Polič, ker je v tistem dokumentu, osnutku bilo napisano tudi, da gre v Sloveniji za generacijski konflikt in da je čas, da se starejši umaknejo in naredijo prostor mladim. Zdaj, to je bilo napisano, bi rekel, zelo po svoj surov način. Ne. In sem jaz tudi razumel to prizadetost, ampak tako je. Ne. Se pravi, če ni naravne zamenjave, naravnega prehoda, vključevanja mlajših v področja političnega ali profesionalnega odločanja, saj imate recimo to tudi na drugih področjih, ne samo v politiki. Ne. Recimo, jaz se spomnim, ne, še mislim, da so bila to nekje zadnja polovica ali celo desetletje, 10. let 90, ne, ko se je sprejemal zakon o univerzi, ne, ker je bil sprejet kriterij, da je po 65. letu, mislim, se univerzitetni učitelji upokojijo. Ne. Jaz sem temu nasprotoval, ne samo sam, ne, ker se mi je zdelo, da formalna neko določba, kdaj mora univerzitetni profesor, se pravi človek, ki ima vendar akumulirano znanje, ki obvlada tudi, bi rekel, prenos tega znanja na mlade generacije, da ga preprosto ni mogoče zakonsko določbo spraviti v penzijo in prikrajšati mlade generacije za to, kar ta človek zna. Ampak to je zdaj postala splošna praksa, ne samo na univerzi, ampak tudi v drugih poklicih. Skratka, jaz mislim, da bi pri teh stvarih moralo odločati neka življenjska modrost in neformalne barijere. Zdaj, to ima seveda posledice. Ne vem, če se lahko družba, zdaj si pa tako majhen narod, kot je slovenski, odreče temu, kar bi recimo rekli živa zakladnica znanja, ki je, in to je seveda eden od problemov, ki je povezan s tistim, kar sem najprej rekel, da Slovenija nima razvojnih usmeritev, ne. Govori se običajno, da je znanje velika prednost Slovenije. Se pravi, ena redkih primerjalnih prednosti. Če pa pogledate, kako tečejo pa politike na področju izobraževanja, od osnovne šole ali že, če hočete, od vrtca, pa do univerze, kako so podprte z drugimi politikami, socialno, če hočete, štipendijsko in drugimi, ne, potem pravzaprav vidite, da je to parola, da bo slovenska družba temeljila na znanju in realnost, ki je seveda drugačna. No, in to se mi zdi, da je pravzaprav nek razlog za to, kar rečemo generacijski jez, da ni normalnega prehajanja. V politiki je pa še posebej v slovenski to povezano z nekim fenomenom, ki se mu reče kar naprej obračanje v preteklost. In ko ljudje, ki danes odločajo v Sloveniji, nočejo nič oziroma se bojijo vedeti, kakšna je geneza posameznih problemov, konkretno tudi tega meja z Hrvaško. Ne. Ker je uspelo nekomu ali neki skupini, ne, takoj, zdaj bom zelo poenostavil, vreči parolo, ne, saj ne upravljate z vlado in z državo, vi to upravljajo strici iz ozadja. Ne, na vprašanje, kdo so strici iz ozadja, pa ne obstoji toliko poguma, da bi se povedalo, koga se misli, ko se govori o stricih iz ozadja. In zato raje ne vzpostavljajo te komunikacije, ki bi bila normalna. No, vsezadnje se življenje nikoli ne začne od danes, zmeraj je bilo nekaj prej in zmeraj bo nekaj kasneje in to je seveda tudi v politiki tako. In zato se dostikrat delajo napake, ki nas drago stanejo. Ker tega praktično ni, ne vem, v stranki, ne, vaši, kako to je in koliko vpliva imajo mladi ljudje ali mladi forumi na to, kar se odloča v vrhu stranke, ne, predpostavljam pa, da zadovoljni najbrž niste. Kar se tiče vpliva mladega foruma, zadovoljni ne moremo biti nikoli, ker če bi bili zadovoljni, potem je bilo nekaj narobe. In je narobe. In je narobe. Mladi forum je samosvoj, ima svojo hrbtenico, večkrat povzroči kakšen sivlas mami stranki, smo svoje glavi, ampak še vedno delimo vrednote in načela, ki so zapisana v statutu socialne demokracije, tako da glavne usmeritve so iste, imamo pa včasih različne poglede na določene stvari, kar se je naprimer ne nazadnje videlo tudi na primeru Luke Koper
tam smo imeli malo drugačno mišljenje. Gospod predsednik, po vseh vaših dejanjah in izjavah v preteklosti vas smatram kot človeka konsenza, kot persono, ki zna na miren način preko dialoga prepričati tudi prepričanega, kot osebo, ki gradi mostove in ne ruši. In prej ste omenili generacijski jez. Mene pa se sedaj zanima, kje je tisti medgeneracijski most med starejšimi in mlajšimi. Kje ga vi vidite? Ja, na področju znanja sem že povedal, pa ne bi tega ponavljal. Ne? In seveda vidim na, če hočete, socialnem področju najširše razumljeno. Ne? Dokler so mladi ljudje brez poklica, brez službe, je normalno, da skrbijo za njihov, bi rekel, položaj, perspektivo in tako naprej starejši, potem se v nekem trenutku to zamenja in skrbijo mlajši za starejše. To je pač neka logika življenjska, ne? Vprašanje je, koliko družba zna na to reagirati in koliko zna to spremeniti v politike in v mehanizme. Pokojninski sistem je recimo že ena od takšnih stvari, ne, kjer se to pravzaprav najbolj kaže, da ne govorim sicer o socialni politiki nasploh, ne, ker je, tako kot jaz vidim ta problem, ne, je problem, ali bomo slovensko družbo gradili naprej in jo utrjevali kot družbo na načelih solidarnosti, tudi medgeneracijske solidarnosti, ali pa bomo seveda gradili na tem, kar je, rekel, sporočilo ali bi rekel ena maksima te neoliberalne politike, vsakdo je odgovoren za svoje življenje. Ne boste prav razumeli. Jaz mislim, da v principu je prav, da se tako tudi stvar postavi in to mislim, da bi mogla biti socialdemokratska politika. Vsakdo je vendarle v družbi najprej sam odgovoren za svoje življenje, vendar ne, je družba ali, če hočete, država skozi politike najprej dolžna ustvariti pogoje za to in drugič poskrbeti za tiste, ki kljub temu, da so pogoji, ni sposoben poskrbeti za sebe. In na srečo imamo Slovenci neko zelo razvit čut te solidarnosti, kjer se skozi humanitarne in druge akcije nekako vendarle poskušajo brusiti ta najbolj ostra socialna nasprotja, čeprav seveda ne vem, če je dovolj jasno spoznanje, ne more tam, če hočete, medčloveška solidarnost nadomestiti odgovornosti države. To je lahko neko dopolnilo, lahko je nek korektiv, ampak vendarle država se ne more povsem osvoboditi, razbremeniti odgovornosti za to, kar se državljanom dogaja. In v Sloveniji seveda vprašanje te, če hočete, dohodkovne ali pa socialne neenakosti postalo pereč problem, ki se zdaj recimo kaže v nekem vprašanju, po mojem mnenju zelo aktualnem. Se pravi, Sloveniji gospodarsko ne gre več zelo slabo, rezultati so kar spodbudni, vprašanje je, kdo ima koristi od tega in koliko participirajo na tem izboljšanju tisti, ki so največ prispevali k temu, da je rezultat dober. To pa je seveda neko vprašanje, ki bi zahtevali bolj temeljite odgovore, mislim, sociološke in politološke in, če hočete, ekonomske. To je razmerje med delom in kapitalom, ki je v Sloveniji aktualno, tako kot je aktualno danes, po moje, tudi v vseh evropskih družbah. Tako da brez dela se seveda kapital ne plemeniti, brez kapitala seveda pa delo tudi ne da rezultata. Razmerje spostaviti med tema dvema kvalitetama je pa seveda velika modrost in to je naloga države. Med nami sta se ravno kar pridružila Anže in njegov oče, zadaj sedita. To je deček, za katerega bomo ob koncu dogodka tudi zbirali pomoč. Gospod predsednik, kakšno prihodnost napovedujete slovenski politični sceni in njenemu razvoju, kajti raziskave in opažanja kažejo na to, da vse manj mladih ozaveščenih v vsakodnevnih političnih dogajanjih, kar ima za posledico, da so nemalokrat slepo vodeni strani določenih politikov oziroma političnih strank, ki se redno poslužujejo raznoraznih populističnih manevrov. V Združenih državah Amerike imamo Trumpa, v Franciji imamo Le Penovo,
v Sloveniji imamo pa Janšo. Na kakšen način se po vaših izkušnjah naj borimo proti temu populizmu? No, če sem jaz prav razumel, Trumpa bomo imeli tudi v Sloveniji, ne? In jaz upam, da bomo imeli demonstracije tudi, ne takrat, ko bo, če bo do tega prišlo. Mislim, da je to nek, bi rekel, precej širši problem, ki je samo mogoče pogoj za to razraščanje tega populizma v Sloveniji, ki je vendarle specifično, ne. To je ta pretirana zazrtost Slovenije v preteklost. Razlogi za to recimo tudi so, ne, ampak vendarle niso tako pomembni, da se pozabi potem družba in država ukvarjati s prihodnostjo oziroma s problemi današnjega človeka, ki jih ima in koliko ti problemi seveda vplivajo njihovo reševanje na prihodnost. Jaz pač mislim, da v nekem pomembnem segmentu je preteklost pomembna. Pomembna je z tega vidika, ne, katere so vrednote, na katerih ali pa ki so nastale v preteklosti v slovenskem narodu, pri Slovencih in ki jih je potrebno utrjevati in uveljavljati tudi za prihodnost. Se pravi, ni vseeno, na kakšnih vrednotah bo temeljila slovenska prihodnost. In tu se običajno seveda jemlje to, kar se je dogajalo med vojno in po vojni. In jaz seveda sem dostikrat rekel in mislim, to pač je moje prepričanje, da bi si Slovenci kot vrednoto v svoj zgodovinski spomin morali napisati antifašizem, upor zoper okupatorja in kot zavržno imeti kolaboracijo, ne glede na to, kako se danes poskuša upravičevati. Ni vseeno, kaj bo v naš zgodovinski zapis, če hočete, v kodo naše preteklosti zapisano za prihodnost. Svet je nepredvidljiv, ponovno se lahko zgodijo stvari, navsezadnje vojne niso daleč od nas. Ena, ki je divjala najprej na Hrvaškem in se je potem preselila v Bosno, je bila torej na naši meji, posledice smo čutili, ne samo z begunci. In tu je seveda tisto, kar mora biti vsebina tega, o čemer se pri nas dostikrat govori, o domoljubju. Na čem domoljubje? In tu so seveda te vrednotne opredelitve zelo pomembne. In seveda tudi politika, ki nima čvrstega etičnega temelja, po mojem mnenju ni politika. Je trgovanje, je neko poskus menedžiranja družbenih odnosov. In to trgovanje se najbolj kaže seveda v kadrovski politiki, ki je na nek način pač glede na to strankarsko organiziranje političnega prostora razumljiva, ne more iti pa na škodo načel. In recimo ena od takšnih trgovin, po mojem nenačelnih, je bila povezana s kadrovanjem v Ustavno sodišče. Tako da posledice tega se pa prej ali slej pokažejo. Tako da tu je pomen preteklosti in bi rekel nekako računanja ali pa, če hočete, vpeljevanja preteklosti v sedanjost pomemben, ampak z tega vidika. Drugače pa mislim, da je tu, včasih smo rekli, da se v Sloveniji vsakdo spozna na pravo pa na nogomet, zdaj se spozna tudi vsakdo na preteklost in na arhive in ne glede na to, koliko verodostojnosti imajo ljudje, ki se s tem ukvarjajo, ki imajo tam verodostojne sodbe, ki producirajo zgodbe o zarotah komunističnih, jugoslovanskih in tako naprej, to je seveda nekaj, kar je postalo, jaz bi rekel, kar ne samo moteče, ampak postalo že skoraj bolestno v Sloveniji. Govori se seveda veliko tudi o spravi. Zdaj danes sem dobil vabilo, 13. julija bo predsednik države odkril spomenik. In kaj bo napisano na tem spomeniku, naj bi bilo namenjeno vsem padlim v vseh vojnah slovenskih. In da me boste prav razumeli, ne podcenjujem tudi simbolnih dejanj, ampak to ni tisto, kar je sprava ali pa, če hočete bolj natančno, pomiritev. Pač ponavljam to, kar je moje stališče, ne morem drugače, ker ga nisem spremenil. Jaz spravo ali, če hočete, pomiritev razumem kot zrelost slovenskega naroda, če hočete, zrelost sedaj živečih Slovencev, da sprejmejo slovensko preteklost takšno, kot se je zgodilo. Z dobrimi stvarmi, ki jih je bilo veliko, in z nekaterimi tragičnimi, ki so pač se zgodile, ampak so del naše preteklosti. Tega se popraviti ne da.
In to ne na tak način, da bo Janez sprejel mojo resnico ali pa da bom jaz prepričan, da je, oziroma da bom prepričan, da moram jaz sprejeti njegovo resnico. Ne. Pač smo pluralna družba, ne. Vprašanje pa je tu kriterijev teh, kot sem rekel, etičnih in vrednotnih. Ne. Ker jaz mislim, da pač sprava kakšnega obredja, ceremonialov, dogodkov, predstav ne potrebuje. Bil sem, mislim, da 14 dni nazaj v Ribnici, kjer je bila predstavitev 2 knjig o nadškofu Šušterju, s katerim sem jaz takrat veliko sodeloval v pripravah tudi na plebiscit in na osamosvojitev, in se tam odprla razprava o tem, kaj je bilo v Kočevju, ali je bila spravna slovesnost ali ni bila spravna slovesnost. Ne. Moram reči, da ta dogodek je to ime spravna slovesnost dobil kasneje. Midva sta se takrat pogovarjala o tem, da je potrebno v luči prihajajočih dogodkov storiti nekaj, da nas ta preteklost ne bo razdvajana in da je pogoj za to, ali pa eden od pogojev za to, da se nekako, kot je on rekel, naredi maša za mrtve in opravi pietetno dejanje in vsej simbolni pokop za tiste, ki so pač bili po vojni pobiti oziroma nad katerimi se je zgradil ta zločin. Ne. To pa je bil, seveda, to sem pa trdno prepričan, prvi korak do sprave. Če bi se na tem gradilo naprej, bi danes imeli seveda manj opravka s tem delom naše preteklosti, ampak je bilo v interesu mnogih politikov in političnih sil v Sloveniji, da se to ni zgodilo in da se je skoraj hotelo na to pozabiti. Tako da pač mislim, da preteklost igra v našem življenju in v slovenski politiki preveliko vlogo, da ima preveliko težo, nima pa dovolj tiste teže, o kateri jaz mislim in o kateri sem govoril, ki bi jo morala imeti. Gospod predsednik, naj samo dodam, dokler bo Mladi forum deloval v Sloveniji, bodo vrednote, kot so antifašizem, vrednote narodnoosvobodilnega boja, vedno spoštovane, cenjene in tudi branjene. To je dejstvo in na tem bomo delovali tudi v prihodnje. Kar se tiče sprave, po mojem skromnem mnenju, mi sprave ne potrebujemo. Vemo, kakšna je bila zgodovina. Zgodovina je lahko samo ena. Problem je samo to, ker določeni ljudje za politične boje in manipulacije potvarjajo zgodovino, jo spreminjajo sebi v prid in živijo eni v letu 45, eni pa v letu 91. V najslabšem primeru oboje skupaj. Kar se pa tiče gospoda, ki vodi največjo opozicijsko stranko, jaz mislim, da problem njihove stranke je v tem, da nimajo konkretnih rešitev in ukrepov za prihodnost Slovenije in se zato zazrejo v preteklost in delujejo na tem. Zdaj pa, ko smo ravno na tej temi, kje vi vidite v današnji politiki meje dovoljenega, dopustnega? Danes je to zelo zamegljeno. Zdi se skoraj, da je modus operandi politikov kar sam Machiavelli, ki razlaga, da cilj upravičuje sredstva. Najprej še k temu prejšnjemu vprašanju. Predvsem mislim, da mlade ljudi, vaš tem seveda za mladega, preteklost prav hudo ne zanima. In to je, mislim, eden od razlogov, zakaj jih težko vključite v politično življenje, ker mladi pričakujejo, da se bodo reševali njihovi problemi, problem njihove perspektive, ne pa borbe očetov oziroma zdaj že dedkov in pradetkov. To je za njih preteklost. In kot sem rekel, ta preteklost je takšna, kot je. Zdaj, seveda, o tem, kje so meje dopustnega. V Sloveniji je to postalo zelo relativno in praktično se zdi, kakor da je dovoljeno vse, dopustno vse, razen tistega, kar je možno diskvalificirati z preteklostjo. Poglejte se, najbrž ste to sledili, zadnjič ne tako dolgo nazaj je nek ekonomist, mislim, da je ekonomist, izjavil, da je holokavst izmišljena stvar. Jaz sem pričakoval, da bo po uradni dolžnosti reagiral tožilec na to izjavo. Ne reagira. Ne vem, a je judovska skupnost v Sloveniji vložila
prijavo ali ni vložila, ne razmišljam, mislim, da bi moral to nekdo od slovenskih politikov vložiti kot svojo ovadbo ali, če hočete, tožbo. Ne. Ker na vse zadnje, če pogledate, kje v Evropi, recimo, če vzamete Francijo, ne, ki je imela s tem izkušnje, imela tudi z protijudovskimi, če hočete, izgredi in vsem tem, ne, da bi si danes v Franciji ali pa v Nemčiji upal to trditi. Ne. Mislim, so reakcije takoj, ne samo v javnem mnenju, ampak seveda tudi pri prisotnih inštitucij. Ampak v Sloveniji je dovoljeno vse. In je skoraj o vsakem človeku dovoljeno povedati skoraj vse. Ne. Če stvar pride na sodišče, je običajno kakšen epilog tega. Ne. Da je pač določeni človek imel utemeljene razloge, da je verjel, da govori desnico. Ne. Vprašati po tem, na čem pa utemelji svojo utemeljenost, pa seveda ni. Tako da ne mislim, da je to edini razlog za to, da se širi ta relativizem, da je pravzaprav na preizkušnji ali pa celo tudi že pravzaprav zavrnjen, da se zavrnja dva principa, ki sta med ključnimi za urejeno življenje v neki človeški družbi. Eden je zlato pravilo, ki ga poznate, ne želi drugemu, kar ne želiš, da drugi storijo tebi, ali če ga hočete v pozitivno interpretacijo obrnjeno, stori drugemu, kar želiš, da bi drugi storili tebi. In tisto drugo načelo, da je dovoljeno vse, kar ni prepovedano. In to drugo načelo seveda zahteva pa visoko etiko. Pravi, ne more družba prepovedati vsa tista ravnanja, ki so zavržena. Nekaj je tudi v sferi medčloveških odnosov, medsebojnih odnosov, kar preprosto mora biti obsojeno kot nevredno ravnanje nekoga, ki želi živeti v urejeni človeški družbi. Mi teh lekcij preprosto vzeli nismo. In tu se mi zdi, da je eden od recimo področji, kjer jaz upam, da si bodo mladi ljudje družbo in državo zgradili po svoji podobi, ki bo nekoliko drugačna od te, v kakršni danes živimo in ki ni tista, kot so najbrž mislili ljudje, ko so šli na plebiscit za samostojno državo. Gospod predsednik, še predzadnjo vprašanje. Po vaših neprecenljivih izkušnjah v samem vrhu politike, mi prosim povejte, kje vi vidite tisto priložnost, tisto rdečo nit Slovenije v regionalnem in globalnem smislu? No, to je pravzaprav tako, kot jaz vidim, povezano s tistim prvim vprašanjem o pomanjkanju vizije ali, če hočete, strategije, ki jo Slovenija ima. Je pa seveda to veliko teže, kot se ukvarjati s preteklostjo. V preteklosti ima lahko pri nas vsakdo svoje mnenje in vsako mnenje je, kot sem že rekel prej, nerazumljeno kot verodostojno. Za pogled v prihodnost, za pogled, ki bi temeljil na nekih dejstvih ali pa bi rekel na kolikor toliko zanesljivih temeljih, je seveda pa potrebno razumeti, kakšni so procesi v svetu danes, kakšne so tendence, kaj se dogaja v Evropi, kaj se dogaja v naši soseščini, katero so, bi rekel, nosilne silnice, ki vlečejo človeško družbo naprej in seveda v teh procesih poiskati tisto nišo, kamor se lahko umesti Slovenija. Z svojimi, to se sicer sliši zdaj že banalno, primerjalnimi prednostmi, ki jih ni veliko, so pa. Ampak jih je potrebno valorizirati in potem seveda vse te delne politike ali, če hočete, sektorske politike uravnavati tako, da postanejo ti cilji ne samo neka hotena dolgoročna zgodba, ampak da postopoma se pelje družba k njihovemu uresničevanju. In Slovenija za to prepoznavanje in za to umeščanje sebe ima dovolj intelektualnih potencialov. Imamo samo, pogledajte, koliko imamo mi ljudi, ki so na vodilnih pozicijah v inštitutih, v tovarnah, v razvojnih oddelkih po svetu, Slovenci. Se jih vabi, ampak se jih vabi bolj ali manj zato, da, zdaj bom rekel grdo, za fotografiranje. Ne za
kako bi rekel, izrabo tega potencijala, ki ga ti ljudje imajo. Je srečanje znanstvenikov slovenskih po svetu, je srečanje, mislim, da je tudi kosilo in potem seveda od tega ni nič. Ne. Je bilo nekaj poskusov, že pokojni Drnovšek je imel nekaj razpravljanje, ki so končale v, mislim, da je 17 knjig napisano o tem, ne, ki so v knjižnicah, če so, ne, od vsega tega, kar počne politika, se na koncu postavlja tako, kot v vsaki drugi dejavnosti, kaj je rezultat. Ne. In če pogledate tudi naše odnose s sosedi, ne, je lahko 27 srečanj prvih dveh ljudi, dveh držav. Ne. Lahko so še tako prijazni nasmeški, ampak ko se na koncu vprašate, kaj je rezultat, ne, je pa seveda stvar lahko drugačna. Ne. In to jaz mislim, da je tisto, kar je potrebno in na kar bi bilo potrebno pritiskati. Skratka, ne, ljudem je na volitvah zaupano upravljanje z državo. In to upravljanje z državo ni samo reševanje, bi rekel, pragmatičnih problemov, ne, in proračunskih problemov, kako se bo zavezal proračun, a bomo spoštovali zlato pravilo ali ga ne bomo spoštovali, ne, ampak so dobili mandat tudi zato, da pokažejo, kaj so razvojne tendence, ki so za Slovenijo upravičljive in ki peljejo nas kot Slovenijo, kot državo in kot družbo naprej. Tudi pri ohranjanju, če hočete, svoje identitete, ker identiteta je danes seveda zelo velik problem in problem identitete se postavlja kot eden od ključnih problemov tudi, ko gledamo perspektivo Evropske unije in iskanju odgovorov na to vprašanje. Se pravi, ohranjati identiteto članic in graditi identiteto Evropske unije kot subjekta, ki je v globalnem svetu eden od tistih, ki mora odločati v podobi sveta. Gospod predsednik, pa še zadnje vprašanje, če se dotaknemo še aktualnega političnega dogajanja v zvezi z arbitražnim sporazumom med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Prvo vas bi vprašal, kaj menite o sami razsodbi in na kakšen način jo naj sedaj Slovenija implementira? Ja, najprej je treba le povedati, da je Slovenija 18 let neuspešno reševala problem meje za Hrvaško. Da se je problem zaostril, ko je Hrvaška z nedoločenimi mejami stopala v Evropsko unijo. In je Slovenija takrat pač pogojevala ta vstop z rešitvijo mejnega problema, čeprav ne, je napako naredila Evropska unija. Hrvaška ima nerešene probleme, ne samo Slovenija, ki je imela možnost to takrat blokirati, ampak z vsemi sosedami. In tisti problemi so veliko hujši. Takšnih neprincipialnih spregledovanj je Evropska unija naredila veliko, zlasti zaradi kapitalskih interesov, širitve trga in tako naprej, ampak to so druga vprašanja. Ko se je potem to vprašanje z političnega področja, z področja konfliktne politike, preneslo z močnim vplivom Evropske skupnosti in Združenih držav Amerike na področje mednarodnega prava in je prišlo do tega sporazuma, ki je bil napisan v Evropski uniji, mislim, da takrat komisar za širitev bil Finec Olli Rehn, in je prišlo do podpisa pod patronatom takratnega predsedujočega v Evropski skupnosti Švedske v Štokholmu, seveda bilo grajeno na eni temeljni predpostavki, na enem temeljnem načelu, na katerem je zgrajena evropska integracija. To je na spoštovanju prava, ali če hočete, na veljavi prava. S tem, ko sta se obe državi zavezali za ta sporazum, sta seveda pristali na to, da kakršnakoli že ta odločitev bo za njih zavezujoča. Predpostavka je verjetno bila, da v takšni arbitraži, v takšnem sporu, ko se rešuje, nihče ne more vsega dobiti in nihče ne more vsega zgubiti. Zakaj mi to nismo bili sposobni dvostranskimi medsebojnim, bi rekel, reševanjem oziroma pogajanji tega rešiti, to je seveda drugo vprašanje, ki pa postaja zdaj pomembno, ko je tukaj že odločitev in ko Hrvati govorijo seveda, da za njih ta sporazum oziroma ta odločitev ne obstoji. In to ponavljanje odločitev sabora kot argument je seveda že postalo, bi rekel, rahlo
no, ne vem, kakšen izraz bi uporabil, recimo nenavadno, ne, kakor da so stvari sakrosantne in nespremljive, celo Biblija se je spreminjala, ne, kot da nove razmere, ki so nastale in ki bodo nastale, seveda še zmeraj upravičujejo to stališče, ki ga je Sabor sprejel v nekem trenutku, ki ga Slovenija ni znala parirati. V trenutku, ko so Hrvati svojo odklonilno stališče gradili na prisluškovanju Sloveniji. Ti pa prijateljem ne prisluškuješ in se že zgodi, da dobiš kakšno informacijo, potem najprej te prijatelje obvestiš in skušaš najti rešitev, kako bodo stvari tekle naprej. Mi pa, ko pijanec plota, oni govorijo o odločitvi Sabora, mi pa o dobrososedskih in prijateljskih odnosih s Hrvaško. Mi že dolgo časa nimamo dobrososedskih in dobroprijateljskih odnosov. Ti odnosi so vsaj moteni, ne rečem kakšne ostrejše besede. In tako bi se bilo potrebno tudi obnašati, ker ko je enkrat porušeno zaupanje med državama, takrat ni mogoče več govoriti o dobrososedskih in prijateljskih odnosih. In objemanje in trepljanje po ramenih tega ne nadomesti. Treba je spet trdno graditi na tem, da do zaupanja pride. In uresničevanje tega sporazuma je seveda velika priložnost, da do ponovne spostavitve zaupanja pride. Tu seveda igra pomembno vlogo seveda tudi mednarodne okoliščine. Vi ste slišali, Amerikanci so rekli, da se ne bodo postavili na nobeno stran v tem dvostranskem sporu. Ne gre za dvostranski spor, gre za vprašanje, ali se spoštuje pravo, ali se ne spoštuje pravo, ali se spoštuje odločitev, ali se ne spoštuje. In če ti rečeš, da se ne boš postavil na nobeno stran, pomeni, da si se postavil na stran tistega, ki pravi, da ne bo spoštoval odločitve. Jaz bi recimo poklical ameriškega ambasadora, če bi bil predsednik in bi ga vprašal, kaj to pomeni. Kako se je Nemčija odločila, veste, kako so se države Beneluxa odločile, veste. Ne gre za dve strani, gre za odnos do prava in do pravne odločitve, ki sta se obe državi zavezale spoštovati. In na tem je seveda potrebno vztrajati. In seveda, če bi jaz imel kaj odločati v tej državi Evropske unije, nikakor ne bi pustil, da se zmuzne odgovornosti za to, da se ta sporazum, ki ga je ona sponzorirala, ki ga je ona predlagala za to, da je rešila problem hrvaškega vstopa, se ne more zdaj otresti in se reče, mi se ne vtikamo v to, mi se ne bomo opredeljevali za nobeno stran v sporu. Niso sicer tega rekli, to je rekla Amerika, oni so rekli malo drugače, ampak vendarle se do konca opredelili niso. Ker na vse zadnje, če to ne velja, potem se človek vpraša, kaj pa je potem pravni temelj tega, kar se v Evropski uniji dogaja. Sedaj se je slišal še neko drugo stvar, spet gre za vprašanje beguncev, ali se bodo odločitve, ki so sprejete v Evropski uniji, spoštovali, se ne bodo spoštovali. Kar seveda pelje do nekega, bi rekel, bolj temeljnega vprašanja, ali je solidarnost članic Evropske unije eno od načel temeljnih, ki to skupnost veže, ki jo veže vrednotno. In mislim, da diskusija, ki je zdaj odprta o prihodnosti Evropske unije, mora začeti od A. Mora postaviti vprašanje, kaj so temeljni interesi, zaradi katerih so evropske države pripravljene živeti v tej skupnosti, ki se reče Evropska unija. Dokler ti interesi niso jasno definirani in dokler se na nje ne pristane in dokler se ne pristane na vrednote, ali če hočete na etnični temelj, na katerem so zgrajene, toliko časa je to pragmatična družba, v kateri bo izgledal vsakdo lahko vzel tisto, kar mu paše in ne vzel tistega, kar mu ne paše. To se je pokazalo v grški krizi, to se je pokazalo v begunski krizi in se zdaj seveda kaže tudi v odnosu do tega vprašanja, ki je eno od vprašanj v Evropski uniji, to je ta spoštovanje arbitražnega sporazuma. Kako pa bo Evropa reševala svoje probleme, če ne z inštrumenti prava, ki jih ima na razpolago. Drugih inštrumentov ni. Vsi drugi so samo razmerje moči. In to se v mednarodnih odnosih, nažalost, če dalje bolj tudi kaže. Samo pogledajte to, kar nas obdaja, od Sirije do Iraka in tako naprej, kjer postajajo prevladujoči argumenti moči in ne več načela, ki veljajo v mednarodnem pravu. Gospod predsednik, v imenu Mladega foruma Mežiške doline in v imenu vseh udeležencev se bi vam rad iskreno zahvalil za to zelo zanimivo
zelo široko debato, ki je temeljila predvsem na mladih, na vašem pogledu na prihodnost Slovenije ter na bodoče izzive, ki pritijo naši državi. Naj vas samo še enkrat obvestim, da bo gospod predsednik z velikim veseljem verjetno tudi podpisal knjigo, ki govori o njemu, avtorja dr. Boža Repeta. Knjiga sama ponuja toliko zanimivih dejstev, toliko zanimivih stvari, ki razširjajo poglede od 50 let dalje, tako da izjemno priporočam, da se kupi in prebere. Hkrati pa tudi pozivam vse udeležence, da ob koncu dogodka pri vratih je škatlica, v katero se lahko daruje za malega Anžeta, ki je danes tukaj z nami tudi zadaj. Prosil pa bi vas tudi vse za eno skupinsko sliko še in s tem tudi zaključujemo to okroglo mizo.